Zdravo, soseda. A kaj narobe? Ne, me še narobe, sam nekaj kuham, pa bi čas ne rabila. A mi posodiš? Seveda, sam da skočim po njega. Dobri medsosedski odnosi nam lahko zelo izboljšajo življenje, slabi pa ga otežijo. In tega je v Sloveniji zelo veliko. V enem od blokov v ljubljanskih Jaršah imajo stanovalci velike težave s sosedi v enem od najemniških stanovanj. Zvečer neverjeten hrup, se pravi, to govorimo o urah, že pred 10 in po 10 zna trajati tudi do enih ponoči, da bi nekdo keglal po parketu, tak je zelo moteč, ki se sliši, čuti po celem bloku. In moti vse stanovalce. Svinarija, ogorki od cigaret, ki jih oče meče vse poprek. Svinarija v samem bloku, stekočina od različnih pijač, ki jih spijejo, od nekih paštet, to se vse nanaša po stenah, po stopnicah. Eden otrok se je celo pokakal pred blokom. Težavo so poskusili rešiti na več načinov. Najprej so se želeli pogovoriti z dotičnimi sosedi. On ne naredi nič, skozi reče, da niso oni krivi. Lahko tudi povem, so tujci, je problem v komunikaciji, ampak jaz mislim, če ti nekomu pokažeš s prstom na neki, pač veš, o čem govoriš. Ne ločevanje smeti, naprimer, ne, to je katastrofa. Upomnili smo ga ne vem koliko že o temu, ne. Uničevanje stvari pred blokom, cevi za klimo, za odvodnjavanje klim, ne vem, trak proti drsanju, trak na vratih. Tudi lastnika stanovanja so večkrat pozvali k ukrepanju. On pravi, da bo vse uredil, ampak stvari, da bi rekel, da so se pa uredile, se pa niso nikoli uredile. Neuspešno so se obračali tudi na upravnika bloka, ki je odgovoril, da bodo obvestili lastnika stanovanja, in na ljubljansko Snago. Ponedeljek Snaga odpele kanto, je sprazna, v sredo je polna. Kje je naslednji ponedeljek? Probaš lepo, zdaj pa pač ne veš, kaj bi pa človek lahko naredil še, ne? V takšnih primerih je potrebno odločno odreagirati, pravi odvetnik Boštjan J. Turk, ki ima dolgoletne izkušnje s tovrstnimi primeri. Prvi način je, da se obvesti policijo na osnovi zakona o kršenju javnega reda in miru. Ampak tukaj je problem v tem, da tudi če policija pride, če policist pride, izreče globo, je ta relativno nizka. Mislim, da se giblje tam nekje od 80 do 200 evrov, ne? In dejansko nima nekega konkretnega učinka, ne. Druga možnost je, da se vloži izključitvena tožba zoper etažnega lastnika po stvarnopravnem zakoniku. To lahko stori večina etažnih lastnikov, tisti, ki ima več kot 50% deležev, ne. Pomembno je tudi, da se problematično osebo obvesti o konkretnih pravnih ukrepih. Po Turkovih izkušnjah se šele takrat stvari premaknejo. Samo grožnja, brez nekih opremljivih dokazov, potem se pa pogosto ne zgodi nič. Za smeti in ostale težave so naslovnik pristojne inšpekcije, kjer pa je potrebno vedeti, da lahko stvari kar dolgo trajajo, kršitelji pa pogosto na grožnje ne odreagirajo. Tukaj je potem ena taka zgodba brez srečnega konca, dokaj pogosta, ne. Sosed kot družbena kategorija je najenostavnejša, saj temelji na bližini, hkrati pa je nekaj posebnega. Saj soseda imaš, pa če to hočeš ali ne, pravi prostorski sociolog dr. Marjan Hočevar. Socialna bližina ne pojasnjuje odnosov ljudi v blokih. Medtem ko na podeželju je bližina zelo pogosto definira odnose. To pomeni, da na podeželju ljudje niso samo sosedje, ampak bolj pogosto prijatelji. Po drugi strani, več kot je stanovalcev v nekem bloku, manjkrat se izkaže, da so fizično najbližji ljudje tudi prijatelji. Tisti, ki je najbližji v hodniku, absolutno ni nujno, pa ne da ni nujno, ampak večinoma ni tisti, s katerim se največ družiš. Ljudje večinoma mislimo, da so odnosi na podeželju bolj pristni, kar pa ne drži, pravi profesor Hočevar, so le vnaprej določeni. Hočeš ali nočeš, ne? Je nekdo ves čas tam. In ker jih je zelo malo, imaš ves čas z istimi ljudmi opravka. Vsi o vsem vse vejo. Se pravi, ni zasebnosti, ni anonimnosti in se vzpostavljajo lahko tudi precej patološki odnosi, recimo med sosedi, ne? In čeprav je v mestih več kriminala, ker je več ljudi in to različnih, pa se najhujša dejanja, kot je umor ali uboj, večkrat zgodijo na podeželju. Ja, on je super človek, sploh ne razumem, zakaj je nekaj takega lahko naredil, recimo, ne? So policisti ugotovili,
da je osumljeni umoril 70-letnega moškega, ki je pred več leti z ženo od osumljenega kupil zemljišče v neposredni bližini njegovega doma. 88-letnik je 70-letnega soseda ustrelil pred očmi soproge in 32-letnega domačina. Po tem dejanju se je vrnil na svoj dom, kjer je storil samomor. Motiv je bil očitno spor, povezan z nakupom zemljišča. To se je zgodilo maja letos v naselju Modrič nad Oplotnico. Lani pa je policija obravnavala 3 primere uboja in 1 primer umora med stanovanjskimi ali zemljiškimi sosedi. V zadnjih 5 letih je bilo sicer največ kaznivih dejanj med sosedi leta 2020 in 2021. Prevladovale so grožnje, povzročitve lahkih telesnih poškodb in poškodovanje tuje stvari. Vendar toliko ubojev kot lani v tem obdobju še ni bilo. Lani je bilo sicer poleg 3 ubojev in umora še 77 lahkih telesnih poškodb, 5 hudih telesnih poškodb, največ pa je bilo groženj in sicer 148. V dolgotrajnem sporu, ki se je že sprevrgel tudi v občasne poskuse fizičnih napadov, je tudi naša sogovornica z območja Štajerske. Ena od težav je bila meja med zemljiščema. Problem je bil predvsem pri košnji trave, in že tukaj so se začele težave, ker je doskrat mogla posredovati policija. Že pri samem pravilu, kadar smo mi kosili, zato ker se je v bistvu zaganjal v gospoda, ki je v bistvu kosil travo. Ker so se želeli izogniti vsakoletnim tovrstnim incidentom, je želela postaviti fizično mejo oziroma ograjo, zato so se odločili najprej dokončno urediti mejo. Šli smo po postopku z geodeti. Geodetska uprava je izdala odločbo o postavitvi meje, na katero se sosed ni pritožil, je pa pritožbo podal na ministrstvo. Ker ni bila dana na prav naslov, je v bistvu ta uradni dokument postal veljaven in smo dobili v bistvu uradno postavljeno mejo, zarisano v kataster. Potem so postavili ograjo po vseh pravilih. Leto dni kasneje pa šok. Iz ministrstva so dobili odločbo, da je meja razveljavljena. Zaradi napake v upravnem postopku in da v bistvu moramo cel postopek ponovno sprožiti. Seveda, to smo tudi naredili. Vendar postopek že leto in pol stoji, saj jim sosed nagaja z drugimi postopki. Če mi zdaj mejo uredimo, se pojavijo pa težave drugje, še vedno dobivamo policijo, ne več zaradi meje, pač zaradi drugih dogodkov. Praviloma izmišljenih. Težavni sosed naj bi bil celo že kaznovan zaradi lažnih prijav in to na pogojno zaporno kazen. Lažna prijava je namreč kaznivo dejanje, za katero je predvidena kazen do 3 let zapora. Le eno ulico višje od naše sogovornice pa imajo sosedje prav zgledne odnose. Praznovanje, letno praznovanje svoje ulice, ker se sosedi zberejo, praznujejo in pač res imajo lepe odnose. Z dobrimi medsosedskimi odnosi je možno doseči marsikaj. Skoraj neverjeten podvig je uspel stanovalcem bloka v Ljubljani, ki so na streho postavili skupno sončno elektrarno. Smo začeli z neformalnimi pogovori, tako kot vedno, med sosedi, tisti, ki se bolj razumemo med sabo. Potem so pa tudi drugi nekako pristali. Je bilo pa vse prej kot enostavno, pravi dr. Evgenij Zavodnik, eden od stanovalcev in del gonilne sile tega projekta. Eno je, da ljudem dobro prikažemo koristi oziroma odženemo strahove. Tu je ključno vlogo odigrala predstavitev projekta. So ljudje prišli poslušati, sicer ne veliko, ampak kolikor jih je prišlo, neka kritična masa je bila. Potem pa je bilo treba narediti zelo jasne izračune. Se pravi, prihranki bodo 40%. Druga zelo pomembna stvar pa je bil dogovor o poštenih odnosih. Mi smo se tako zmenili, kolikor je bilo vplačanega v rezervni sklad po kvadratnih metrih, toliko lahko tudi vsak si računa potem pri koristi iz pridelka sončne elektrarne. Po odmevnem primeru 80-letne Mariborčanke, ki so jo oglobili zaradi igranja na klavir, pa zgodbi znane glasbene družine, ki se je zaradi nenehnih prijav sosedov raje preselila, zdaj nov primer v Idri. Tam je policija 88-letni slabovidni gospe, ki je zgodaj popoldne, kot pravijo njeni svojci, poslušala zvočno knjigo, policija pa, da je šlo za glasbo, izrekla dobrih 100 evrov globe. Da enemu človeku 80 let staremu, ki posluša knjigo, ki ne more brati zvočno,
da se lahko neki sosed, vse verjetno, pritoži na to, pa pozabi, da bo mogoče en dan on prišel na to. Medsosedskih sporov v Sloveniji je veliko, pogosto pa nastanejo kot posledica nekih predhodnih zamer ali psiholoških dejavnikov, opaža odvetnik Turk. Ne vem, se priselil v neko okolje, je nek novinec, ne? Ni se šel predstaviti, imel je mogoče tudi malo predober avto za soseda, kar zna Slovence precej zmotiti, ne? Težave oziroma spor lahko nastane že zaradi obračanja avta na nekem dovozu in tudi zaradi česa takega gre marsikdo do odvetnika. Čisto konkreten primer, da je sosed natrosil gnoj drugemu sosedu, ne? Ali pa da mu je recimo zastrupil rastline, po noči ga je klicaril, ne? Kadar gre za vprašanje meje, se lahko ta rešuje z upravnim postopkom s pomočjo geodeta, izpostavlja odvetnik Turk. Druga pot je sodišče. Naša sogovornica ne želi sodne poti, saj so sodni spor sosedi imeli že njeni starši. Izkušnja pa je bila vse prej kot prijetna, praktično travmatična. Raj počakam, ko pa da bi treba bilo še enkrat na sodišče. Sodni postopki lahko trajajo leta, to pa pomeni, da se stroški nabirajo. Če se spor konča izvensodno z dogovorom med odvetniki, se stroški merijo v več 100 evrih. Če pa bo zadeva dobila širši razpon, ne? Če bo postala del sodnega obravnavanja, ne? V tem primeru pa se lahko številke drastično povišajo tudi do tam več tisoč evrov. Hitrejša in posledično cenejša je mediacija, ki se, če je uspešna, v največ 3 mesecih konča s poravnavo, pojasnjuje nekdanji sodnik, sedaj pa odvetnik in mediator Mitja Bartenjev. Na mediaciji se sosedje, ki so lahko iz tega in onega razloga leta in leta skregani, da že sami ne vejo več točno zakaj, končno začnejo pogovarjati. Ne? Sodišče razsodi, torej sodbo najverjetneje nobeden ni zadovoljen. Se pa po njegovih izkušnjah ljudje v medsosedskih sporih izredno redko odločajo za mediacijo, preden gre zadeva na sodišče. Ravno zato, ker med njimi ni nobene komunikacije. In se lahko torej v praksi sosedje med seboj kregajo in pride v hude spore zaradi izjemno marginalnih stvari. Spomnimo se spora med nekdanjim zunanjim ministrom Karlom Erjavcem in nekdanjo smučarko Špelo Pretnar zaradi pralnega stroja in omare v skupnem predprostoru. Sodišče je dalo prav Pretnarjevi, da gre za motenje posesti. Erjavec pa je nato njo tožil zaradi vznemirjanja lastninske pravice. Na koncu sta se poravnala. Erjavec je pralni stroj umaknil, omara pa je ostala. Se pa lahko za pravno pomoč v primeru sosedov iz pekla tudi zavarujete. Tovrstna zavarovanja so v zadnjem času v porastu, pravi Gregor Bogme iz zavarovalnice Arak. Po dopustih v letošnjem letu je bilo dejansko največ primerov iz naslova nepremičninskih sporov. Previsoke ograje, veje na drugo stran, listje v žlebovih in podobne strani. Pri tovrstnih zavarovanjih gre za to, kdo plača stroške odvetnika. Vkolikor imate sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ste upravičeni do plačila odvetniških in sodnih stroškov iz naslova police. Do 105 000 evrov stroškov v primeru te zavarovalnice. Zavarovati se je potrebno, preden pride do spora. Odvetnik mora ugotoviti, da je spor sploh smiseln oziroma da ga je mogoče dobiti. Motenje posesti, parkiranje pri blokih, neupravičeno parkiranje na mojem parkirnem mestu, spori s sosedi, spori z upravljalci v bloku, spori glede meje, spori glede služnostnih poti. V Sloveniji veliko ljudi vse življenje živi na enem mestu. Manj se selimo in imamo manj najemništva kot v drugih državah, kar definira tudi sosedstvo. Čez neko kombinacijo tega, bi rekel, zasebnosti po eni strani, ne, vsak hoče imeti precejšno zasebnost, po drugi strani pa nek cilj je pa kljub vsemu neko povezanost. Ne? Ker ljudje kalkuliramo odnose. Nekateri si mislijo, nič ne pridobim, če popravijo ali pa zamenjamo streho, ker sem v prvem nadstropju. Vse zato pa pravim, da so določeni ljudje so pomembni v tem primeru, posamezniki ali karkoli že, ampak to je nerešljiv problem, recimo, da bi ga lahko v celoti rešili. Je pa to velika priložnost. Več kot je sodelovanja, manj je trenj, manj konfliktov. Prav to je bilo ključno za uspeh bloka na Smoletovi 12. Smo začeli organizirati skupinske akcije. Ena je bila recimo barvanje tele ograje, tem smo postavili od zadaj skupno igrišče za otroke. S tem se je začela njihova socializacija, pojasnjuje. Nadaljevali so z izolacijo stavbe. Naslednja večja zadeva je bila pa res ta skupna elektrarna. Čisti računi v tem smislu, zelo pregledni, ne? In zelo močna pojasnilna
osnova mora biti. Slovenska družba je še vedno manj razslojena kot kakšne druge, kar pomeni, da v nekem naselju, kot so na primer Fužine, živijo tako direktorji kot delavci. Kar se tega tiče, pri nas pravzaprav na neki način še vedno idilično, na nek način, bolj kot drugje. No? Kako je prav v omenjeni soseski Fužine v Ljubljani, smo preverili kar med tamkajšnjimi prebivalci. Tukaj ni slabo pri nas na Fužinah, prav fajn se imamo, ampak najdeti se moramo. Ali nimate nobenega v bloku, ko bi nagajal vsem po vrsti? Ne, imamo tak mir, da je kar včasih preveč tišina. Lahko se jim pove, ampak več ali manj tega ni veliko. No. Tudi takrat, če je kakšen rojstni dan ali pa takrat se to pač spregleda, vse smo sosede. Tudi družijo se med seboj precej. Kavico pijemo na stran, kaj sonček, vse pripeljemo dol in imamo žurko. Pa zvečer. Imam eno sosedo, ki greva na sprehod, greva na kavico v grad ali pa tam gor ali pa v mesto. Dolgoročno odnosi med sosedi ne bodo boljši, pravi profesor Hočevar. Če se bo neenakost povečevala, potem se bodo tudi spori povečevala. Višje kot bodo cene najemnin in lastniških stanovanj oziroma hiš, slabše bo sosedstvo. Jaz plačam tako visoko najemnino, da me ne briga, kaj se vi tukaj greste. Vedno pa je najboljša rešitev dogovor, ki je sprejemljiv za obe strani. Kajti prisiljeni so še naprej skupaj živeti. Ljudje v bloku v Jaršah ne želijo, da se težavna družina izseli, le da prilagodijo svoje ravnanja. Gre se čisto o osnovnih življenjskih, pričakovanjih, navadah. To je pač, mislim, da vsi, ki živimo v nekih skupnih nastanitvah, se moramo tega zavedati, da ne živimo sami. Tudi sogovornica iz Štajerske si želi le normalnih odnosov. Meni se zdi res škoda, sploh ker imamo otroke približnih let, da ne moramo, si najdeti res skupnega jezika. Kar je nažalost vse prepogosta slovenska zgodba. Sosedski odnosi imajo namreč velik potencial in so ključ do dobro delujoče skupnosti.